Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili tudi mi o imunskem sistemu, ampak na malo drugačen način. Čas je, da poglobimo svoje znanje o imunskem sistemu in pa seveda tudi o našem samozdravilnem sistemu, ki naj bi bil primarni in naravni za vsakega izmed nas. V svoji družbi hvaležno pozdravljam fitoterapevtko Marijo Ano Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Torej, o imunskem sistemu vsi ves čas govorijo. Govorijo pa tudi o tem, kako ga moramo jačati, ampak ali imunski sistem res deluje samo tako, da mora biti vedno močan, ali ima imunski sistem še druge sposobnosti prilagajanja? Imunski sistem ima ogromno sposobnosti. Ljudje ga običajno razumejo zelo ozko, kot prvo obrambno linijo pred vdorom patogenov, to je virusov in bakterij, ampak v resnici ima imunski sistem še nešteto orožij, dobesedno orožij, to je mehanskih preprek, bioloških in kemijskih orožij, s katerimi se bori tudi proti različnim boleznim. Namreč ta orožja so namenjena temu, da imunski sistem prepozna ali okvarjeno celico ali neke škodljive elemente, škodljivo dogajanje, to izniči, uniči in odstrani. In običajno je tako, da ko velikokrat nekaj slišimo, imunski sistem, krepite imunski sistem in tako dalje, nam gre to skozi eno uho noter, skozi drugega ven. Poleg tega ljudje resnično mislijo, da je imunski sistem pomemben samo zato, da ne pride do okužbe, gripe, kakršnega koli virusa, ampak imunski sistem je precej zakompliciran oziroma ni nek sistem, podobno kot anatomsko gledano, kot ne vem, recimo obtočila, drugi organi, ampak ga sestavljajo tako organi kot tkiva, potem celice in molekule. Poglej, organi, kot so prižaljc, vranica, fetalna jetra, potem tkiva, kot so kostni mozek, Peyerjevi paloji v črevesju, to so limfatična tkiva, tvorijo glavnino imunskega sistema. Potem so seveda celice različne, makrofagi, limfociti, fagociti, dendridične celice in vodotopne molekule, kot so na primer citokini. In ves ta sistem, pravzaprav vojska, je človeku na razpolago za soočanje z številnimi nevarnostmi, ki nas ogrožajo. Ne le virusi in bakterijami. Danes bova govorili tudi o različnih pojmih, ki so morda še malce nepoznani, tudi imunomodulatorji, imunostimulatorji in podobno, ampak za sam začetek navajeni smo, da bi ves čas morali stimulirati imunski sistem. Torej, stimulacija imunskega sistema, da bo prepoznal grožnje. Se pravi, da je imunski sistem ves čas na preži. Ampak ali je to samo tek na kratke proge? Mi pa v resnici rabimo nekaj za maraton, torej imunski sistem pripravljen za maraton. Se pravi, z drugimi besedami, kaj želim vprašati, ali lahko konstantno stimuliranje imunskega sistema dejansko škoduje? Tudi. Zato, ker mnogi ljudje pretiravajo. Resnično. Predvsem z nenadzorovanim uživanjem različnih vitaminov. Imunski sistem človeka, ki živi zdravo, to pomeni zdrav življenjski slog, zdrava prehrana in naravnanost uma, tako kot je prav, ima močan imunski sistem. Problem je v tem, da v prehrani sodobnega človeka in načinu življenja, seveda tudi, ampak predvsem prehrana sodobnega človeka zagotovi le 5% tistih hranil, ki podpirajo imunski sistem. Ker pomembno je to, da je v prehrani uravnoteženo
število imunostimulatorjev oziroma imunomodulatorjev, adaptogenov in antioksidantov. In tukaj seveda se dogaja, da se manipulira s temi izrazi in da in ljudje so izgubljeni in ne vedo. Imunomodulator, na primer, tako moden izraz, je vsaka snov, lahko je zdravilo ali živilo, ki deluje na imunski sistem. In potem v okviru imunomodulatorjev imamo imunostimulatorje, ki imunski sistem krepijo, in imunosupresive, ki imunski sistem znižujejo oziroma obvladujejo. To je pomembno predvsem pri avtoimunih boleznih in seveda tudi pri bolezenskih stanjih, kot je recimo pri presaditvi organov. Profesor dr. Alojzij Ihan, specialist klinične mikrobiologije in imunologije, ima celo širšo razdelitev, širše razumevanje imunomodulatorjev. Deli jih na učinkovine in pripravke, ki izrazito ali predvsem stimulirajo vnetne oziroma delujejo proti vnetnim procesom. Potem učinkovine in pripravke, ki stimulirajo imunski sistem, to pomeni imunostimulatorje, ki delujejo predvsem v tem smislu, da povečujejo tvorbo imunskih celic. In na tretjem mestu profesor Ihan dodal celo učinkovine in pripravke, ki delujejo kot hrana za imunski sistem. To je področje tako imenovane imunonutricije. Potem so pomembni antioksidanti. Antioksidanti niso le sovražniki. In ljudje mnogokrat usmerijo svoj protokol zdravljenja ali podpore zdravljenju ali krepitve imunskega sistema z nenadzorovanim, pretiranim uživanjem antioksidantov. Vsi vemo, da so antioksidanti snovi, ki preprečujejo škodo, ki jo povzročajo prosti radikali. Prosti radikali so tiste tako imenovane odpadniške molekule kisika, ki tavajo po organizmu, napadajo celice, pojedo celično membrano, povzročijo oksidacijo maščob in seveda propad celic. Preveč je škodljivo, premalo pa tudi. Se pravi, spet govorimo o nekem ravnovesju. O homeostazi. In poglej, kdaj pride do bolezenskih težav. Ko je katerakoli homeostaza porušena. Ko gledamo trg, se zdi, da vsako leto je nek zvezdnik, nek vitamin, ki je zvezdnik in čudežni pripravek in podobno, ampak premalo pa slišimo, da je to samo en del zgodbe. Torej, ne da lažejo, ampak je samo en del zgodbe. Nobena rastlina ni, da bi imela samo C vitamin, ampak ima številne različne učinkovine, se pravi, kot kompleks bolje treba gledati stvari. Seveda. Rastlino, ali to zdravilna rastlina ali zdravilna goba, je treba gledati kot živo bitje, ki ima poleg vseh farmakoloških vsebnosti tudi sekundarne metabolite. Ki pa bojda, da so zelo, zelo dragoceni, čeprav malo poznani in priznani. Popolnoma spregledani. Zato, ker tudi v nobenem reklamiranem pripravku ni govora o sekundarnih metabolitih, ker jih je težko identificirati. Zato jaz vedno poudarjam, preverite izvor proizvoda in seveda podučite se tudi o sestavi proizvoda. To je zelo pomembno. Na to temo zelo modni v zadnjih letih so adaptogeni. Pa kdo razloži, kaj so adaptogeni? Recimo v prvotni definiciji iz leta 1969 so bili adaptogeni razloženi kot snovi z nespecifičnim delovanjem, ki delujejo na večjo odpornost organizma, na različne mehanske, fizične, kemijske, stresne okoliščine
normalizirajo porušene fiziološke funkcije organov in niso toksični. Ampak to ime v definiciji nespecifično delovanje je bilo za znanstvenike izziv, ker niso razumeli, kako adaptogeni, kot so čaga, rožni koren, eleuterokok, kordiceps, kopriva slovenska. Kopriva in tako naprej delujejo. In številne raziskave, ki so sledile tej prvotni definiciji, ruska definicija, so privedle do ugotovitve, da ne gre le za neke snovi z nespecifičnim delovanjem, ampak da so to pravzaprav metabolni reaktorji, ki delujejo na povečano sposobnost organizma, da prepoznava škodljive faktorje, to pomeni okoljske stresne situacije, in da preprečujejo škodo, ki jo ti naredijo. In pri adaptogenih, ki se v zadnjem času zelo pogosto oglašujejo, je potrebno prav to funkcijo upoštevati in se vprašati, kdaj naj adaptogen vzamem. Takrat, ko je prepozno, ko je stres že naredil svojo škodo, ali naj se pripravim, se vsak v svojem življenju lahko predvidi obdobja nekih stresnih situacij, neka težka obdobja imamo vsi v življenju in takrat svoje zdravje podpreš z adaptogenom. Ampak tukaj smo že pri tem izzivu preventive in kurative, še vedno večina ljudi razmišlja, bom se ukvarjal s tem, ko bo prišlo do tega, oziroma smo zelo ignorantska bitja, ignoriramo zelo dolgo časa v resnici, šele ko pride do resnih težav, s katerimi se tudi Marijana Kolman ukvarja. Predvsem so tukaj različna svetovanja in vprašanja, tudi kadar pride do težjih diagnoz, onkoloških diagnoz, svetovanje tole preko maila in povsem diskretno na info@klepetobkavi.si lahko seveda pišete. Torej, velikokrat se obrnemo sploh v naravi takrat, ko je že prepozno, oziroma ne predvidimo tega sodelovanja kot takega z naravo, ki bi ga pa lahko imeli, če bi samo gledali sezonsko, lokalno, ciklično, a ne? Ja, saj je razumljivo, ker ljudje ne dobijo znanja, ne? In vendarle je potrebno neko znanje. Rastline delujejo na biokemijske procese v organizmu na različne načine, imajo tudi različne farmakološke vsebnosti. Ampak bi razumela, da so adaptogeni znanstvenikom, ki so raziskovali, ki so testirali tako zelo znanstveno vse skupaj, da je to povzročilo zmedo, zakaj nekomu ena rastlina zvišala trak, nekomu ga je znižala, pa ena in ista rastlina je, ker zdravila delujejo precej enosmerno. Nekatera. Zdravila. Zdravila so usmerjena v nek cilj. Zdravilne rastline imajo pa širši spekter delovanja. V tem je. Zdravilna rastlina lahko, ne vem, oziroma biokemijske reakcije v organizmu spremeni, lahko deluje na recimo blokado rakave celice oziroma preprečuje nastanek rakavih celic, lahko stimulira biokemijske reakcije, lahko pa tudi obnavlja napake, do katerih je prišlo. In seveda pri različnih diagnozah in pri različnih stanjih, kliničnih stanjih, bomo posegali po različnih rastlinah, ampak predpogoj je seveda, da jih poznamo. Zato jaz poudarjam, vsak, ki se loti samozdravljenja, lahko v smislu preventive, podpornega zdravljenja ali zdravljenja, naj se posvetuje zdravnikom, farmacevtom ali fitoterapevtom. Fitoterapevtom, tako. Torej, moje vprašanje bi bilo,
da bomo imunski sistem res pripravili na dolge proge, kajti različice, različne oblike virusov bodo še prihajale, vedno nove, vedno drugačne in podobno. In da bomo na dolgi rok pripravljeni, ne samo, da bomo trenutno zelo stimulirali in potem prekurili tudi pozornost in pripravljenost našega imunskega sistema. Katere so tiste rastline ali medicinske gobe, ki dobro vplivajo na to, da je imunski sistem v dobri kondiciji, se pravi, da ni preveč stimuliran, da ni premalo stimuliran, ampak da je ravno prav in da nam pomaga dejansko, da se lahko prilagajamo. Bi lahko omenili nekaj rastlin ali pa medicinskih gob? Iz našega domačega okolja, seveda rastline, ki sem jih mnogokrat omenila kot nadležen plevel, trpotec, kopriva, skratka rastline, ki rastejo za našim domačim pragom. Odlična kombinacija, znana iz slovenskega tradicionalnega zdravilstva, je Ašičev poznani čaj krt z 2 r-jema. Kopriva, rman, regrat in trpotec. Potem so seveda jagodičevja. Slovenija je bogata z vrsto jagodičevja, ki raste v naravi in gojenega v naših vrtovih. Od fitoterapevtskih proizvodov pa seveda tisti proizvodi, ki dokazano vsebujejo farmakološke sestavine, ki so sposobne opraviti svoje delo pri preventivi, podpornem zdravljenju in zdravljenju. Kaj je pomembno? Pomembno je rastlino poznati. Rastlina recimo, fitoterapevtski pripravek, zdravilna rastlina ali goba, recimo temu fitoterapevtski proizvodi, ki imajo sposobnost preprečevanja nastanka rakavih celic in delujejo tudi na blokado, preprečujejo rast rakavih celic, morajo obvezno vsebovati določene sestavine. To so fitoncidi, flavonoidi, kumarini, tanini in smole. Rastline, oziroma zdravilne rastline ali gobe, torej fitoterapevtski proizvodi, ki jih želimo uporabljati v namen stimulacije ali imunskega sistema ali biokemijskih procesov v organizmu, morajo obvezno vsebovati alkaloide, glikozide in eterična olja. Rastline pa in gobe, ki delujejo na normalizacijo biokemijskih procesov, recimo visok tlak, nizek tlak in tako naprej, morajo pa obvezno vsebovati vitamine, organske kisline, pektine in minerale. In to je vse. Ampak običajno človek o tem ne dobi informacije, podučiti se v knjigi Sodobna fitoterapija, recimo, dobro, tudi na spletu, ampak mislim, da osnovno, kar je pomembno, je znanje. Ne moreš neke rastline uporabljati kar za različne težave. Hvala lepa za te informacije in naj bo to povod v vaše osebno raziskovanje. Kot smo rekli, Marija Ana Kolman že leta ponuja tudi brezplačna svetovanja za vse tiste, ki ste se znašli v situaciji, kjer želite pogledati na vse to skozi fitoterapevtske oči in dobiti en pogled tudi, kako vam lahko pomagajo in vas podprejo rastline. Sicer pa preverite, kakšne informacije tudi na klepet@kavi.si, pišete sicer na info@klepet@kavi.si, poprašate pa lahko tudi naše svetovalke glede tele knjigice Fitoterapija, katere avtorica je danes moja današnja sogovornica Marija Ana Kolman.